Kaj pa bi rekla vidva, da je, zdaj, ko smo se malo dotaknili denarja, kaj so neke karakteristike, ki jih mora denar imeti? V bistvu, ali pa kaj sploh denar je? Ne? Da vidimo zdaj, če sem zadovoljivo opravil Odgovor. Ekonomsko fakulteto. A ja? Mislim, kadar govorimo o denarju, kaj denar je, se ponavadi neka definicija začne pri nekih funkcijah denarja. Ne? In denar ne bi imel, zdaj je pa tudi tako, imaš različne teorije, koliko je zdaj teh funkcij, ampak osnovne ne bi bile, da je to nek hranilec vrednosti, ne? Se pravi, da danes ti za ta denar dobiš nekaj in čez nekaj dni ne boš zdaj pol manj dobil. Nekako bi se mogla v denarju vrednost skozi čas ohraniti. Se pravi, hranilec vrednosti. Potem mera, kako se že temu reče? Računovodstva. Tako, se pravi, da v denarju zapisujemo vrednosti. A ne? Bi tukaj mogoče najbolj pomemben, da država davke pobira v tej tako valuti. Ampak, a gremo lahko, recimo prej smo se na te Hunter-Gatherer Society osredotočili, ker ni še države. Aha. Gremo tako, kaj je denar tako res osnova, da ga ne izdaja država. Recimo, prej smo o školkicah govorili. Pa jaz vzamem svoje zelo nazaj, pa je Andrej super povedal. Ja. Do tega, po moje, do tega se pol pride kasneje, ne? Ker rečeš, ok, zaupam tebi, kralj, tvoji kovanci so denar tukaj, ne? Tvoja glava je gor na zlatem kovancu, to je zlato in to verjamemo, ne? Ampak veliko prej je pa te fižolčki, školke, ne? Neki smo mogli imeti, ki ima neke karakteristike. Mislim, ne, bi se strinjal. Neka zgodovina tega gre tako, da na začetku so ljudje proba shraniti vrednost v nečem, kar se jim je zdelo lepo. Čist neka estetska v bistvu komponenta je tukaj noter. Ne? Ja, to so bili neki redki kamenčki, lepe školkice in tako naprej. Potem, ko pa začnejo civilizacije oziroma te prve malo bolj organizirane družbe manipulirati kovine, ne? Se pravi železo, bron, mislim, da gre tako železna, bronasta ali bronasta. Bronasta prej, mislim, da je. No, ko začnejo s tem, so pa v bistvu začeli tudi kovati prve kovance, ne? In to je pa prvi denar, ne? Neki kovanci. No, ampak da se vrnem na tiste funkcije. Se pravi, hranilec vrednosti, računovodska mera. Tako, računovodska mera, pa še ena je. Pa menjalec vrednosti, tako je. Ja. Se pravi, da smo dogovorjeni vsi na trgu med sabo, da v tem denarju menjamo med sabo si. Pa so pa še zdaj v tej moderni teoriji so pa še ene dve, mogo bi pogledati. Meni se nekaj svita, sam ne vem, če zdaj, recimo, dobra lastnost denarja je to, da ga lahko delimo na zelo majhne dele. Zdaj, to so lastnosti, ne pa potrebne stvari, ki jih mora imeti. Ne? Tako da tukaj bi jaz tudi rekel, da to, kar si naštel, ni toliko deterministično v smislu, da pač po mojem mnenju se mora trg odločati, ne? Kaj bi rad imel za denar, ne? To, kar si prej rekel, da smo mi vsi dogovorjeni, da v temu menjamo, ne, pač je meni čisto vse, ne, recimo jaz po internetu nakupujem tudi v dolarjih, ne, zdaj naša družbena pogodba, ne, na Slovencev, pa Evropejcev, nima dolarjev nikjer napisanih, pa to delamo, ne. Ne, tako da tukaj pač kdorkoli si izbere karkoli, ne, zdaj tist na drugi strani pač nekaj želi, a mu lahko jaz to dam, ja, ne, zdaj to je denar, ne. Zdaj, če bi tako gledali, je denar tudi lahko jabolko, ne? Pač, če bo na drugi strani rekel, ja, tole pa 3 jabolka, pa mu jih jaz dostavim. Zdaj, a je imel funkcijo denarja jabolko ali ne, ne? Tukaj zdaj vprašanje, ne, s katerim se mogoče ekonomisti preveč ukvarjajo. Ne? Ker na koncu je vprašanje, a se bo zgodila izmenjava ali ne. Ker še eno bistvo izmenjave, mogoče prej nismo rekli, ne, da izmenjava, ne,
se bo zgodila zaradi tega, ker je obema strankama to v interesu. Ker je dosti tako iz tega modelskega pa statističnega pogleda, je to dosti nelogično. Zakaj bi dva menjala? Ker sigurno bo eden v minusu. Ampak to ni res. In to ni res zaradi dojemanja vrednosti, ki sem prej rekel, da je subjektivna. Oziroma še več, tle moramo upeljati še marginalno uporabnost, ki v bistvu več, ko imamo eno dobrine, manj nam pomeni. Padanje koristnosti je. Tako. Ni pa nujno, da nekomu drugmu to manj pomeni. Ker pomeni, če imam jaz zelo velik jabolk, jih bom z veseljem 5 prodal za nekaj drugega. Čeprav jih bom jaz za unga pod ceno prodal. Ampak po tej izmenjavi sva oba na boljšem. In zaradi tega je zelo pomemben tudi zdaj v današnjih časih, da se čim več v bistvu trgovine, čim več izmenjave dela, ker to v bistvu se pravi veča ali pa boljša življenjski standard vseh. Ker končni rezultat ene navadne izmenjave je, da je življenjski standard obeh agentov verjetno boljši. Ja, cool. Sej, hotel sem napeljati na te lastnosti tudi denarja. Recimo, lahko rečemo, kaj denar je, smo rekli, lahko pa se zdaj vprašamo, kaj je dober denar. Kakšne lastnosti ima dober denar? Dajmo še en primer denarja, ki se dejansko 200 let nazaj uporabljal. In prej, ki si rekel, da so pač začeli kovati denar in da takrat se pojavil, je pač to tudi malo tako, že prej so imeli denar, samo mogli so v naravi mogoče najdeti neko tako zadevo, pač školjke so bile recimo denar, ali pa meni najbolj zanimiva živina je bila denar. Se pravi, da mislim, da v Švici je bila dejansko živina denar, ker je sama prišla domov, pa tak hribovit teren je bil, tako da, ko je šel nekdo v dolino na trg, je pač domov odpeljal živino in je vedel, da to živino bo mogel pač krmiti, to se pravi hraniti, mogoče ima še nek pozitiven donos ta živina, pač mogoče tudi uporabna za njega, ampak vedel je, oziroma potem je trg se k temu gravitiral, da so vsi želeli živino, tako da so vsi vedeli, da je živina denar, tako da so jo tudi tako obravnavali. Zdaj, dober denar, to je pa zdaj $1 million question. Ja, mislim, klej sem jaz nekaj sicer najdu. Recimo to, da je redek. Ja. Se pravi, če imaš ti neke školjke, recimo neka skupnost je in se zmenijo, ok, mi izmenjavo delamo s temi školjkami. Potem pa grem jaz, 500 kilometrov stran od tega societija, pa najdem veliko teh školjk. Pa jih jaz prinesem nazaj, jaz bom disruptu oziroma bom pokvaril malo ekonomijo tega society. Zelo veliko. Ker bom inflacijo povzročil. Tako da to redkost, divisibility, to si ti že rekel. Zdaj še ta redkost. Ta redkost ni to, da je malo, ampak da je težko proizvajati. Tako, težko proizvajati. To sem hotel dodati, ker na začetku, če greš brati zgodovino denarja, a veš, ljudje so hitro pogruntali, da sploh mogoče takrat, ko je že nek vladar ali pa ko je neka centralna oblast določila, kaj je denar. Se pravi, da so oni izdajali neke kovance, so ljudje hitro ugotovili, da ti lahko to pretopiš, pa zmešaš s kakšno drugo surovino in kar naenkrat narediš ful veliko teh kovancov, ki izgledajo zelo podobno, ampak njihova ta čistost, koliko je pa tam zdaj res tega brona noter, ali pa recimo sploh zlata, je pa dost manjša. In to so bili pač prvi ponarejevalci denarja in to recimo dober denar ne sme biti, tako kot je on rekel, ne sme biti lahko proizvedljiv. Se pravi, da ga lahko vsak. Ja, tukaj je ena izmed teh lastnosti, je counterfeitability, se pravi, da ga je težko ali pa da ga je nemogoče ponarediti. Ena zanimiva posledica še v družbi, če je zelo lahko proizvajati denar, pa kaj vidna zdaj, je recimo, da gre zelo veliko oseb v ekonomiji se začne odločati za poklice, kjer so čim bližji proizvodnji denarja. In recimo v Ameriki pač je trend že 40 let, guess why, da se zelo veliko ljudi zaposluje v finančni industriji. Oni so zdaj, svetovni izvoznik, se pravi, svetovne monetarne dobrine, recimo temu, ampak
zaradi tega gre družba v to, da večina ljudi tam želi proizvajati denar. In recimo, mislim, da je statistika, da po drugi svetovni vojni je bilo okrog 3% prebivalstva zaposlenega v finančni industriji, zdaj pa 10%. Kar je kar zelo. Pa to so zelo, kako bi rekel, šolani posamezniki, zelo produktivni posamezniki, pametni in gravitirajo tja. Ja, in jih je zelo škoda. Koritva, Ker recimo tukaj, če lahko naredimo komentar na Slovenijo, pač zelo veliko posameznikov se odloči za poklic zdravnika, zaradi tega, ker pač se noče ukvarjati z situacijo, v kakšno so pač oni pahneni in gre v raj nekam, kjer je lažje pač zaslužiti, proizvajati denar. Tako da to je v družbi, če je denar lahko proizvajati, ima za družbo dolgoročno zelo slabe vplive. Fudor koment, ja. Ja, res je. Sej, če mogoče povem, klele imam 4 napisane, ker se ful lepo mapira pol naprej, če bi šli na zlatone. Se pravi, mora biti redek, mislim, mora biti dobro, da ga ni zelo velika, da ga lahko razčleniš, da ga lahko razbiješ na več malih delov, mora biti dobro, se pravi, lahko transport, se pravi, da ga lahko premikaš iz enega kraja fizično na drugega, in pa 4., da ga je nemogoče oziroma zelo težko ponarediti. To so nekako 4 te karakteristike. Zdaj bi dodal sam te, ki je ful podobna, da ga je zelo lahko transportirati iz enega kraja na drugega. Še časovna komponenta je tukaj zelo pomembna in to je pa točno ta, da se ga težko proizvaja. Pač te dve gre dosta podobni. Sam ena je krajevna komponenta, ena pa časovna komponenta istega pojma.